Hvala, jaz bom zdaj delil to svojo prezentacijo. Zdaj bi sam vprašal, Vidimo. če grem na naslednji slajd, se vidi? Vidimo, ja, vse v redu. Okej, najlepša hvala. Skočil sem namesto Mitje Mauserja zadnji hip, jaz upam, da ga bom lahko kakor toliko adekvatno nadomestil. Se pravi, digitalna strategija v praksi je ta dogodek in govoril vam bom nekaj o uporabniški izkušnji. Zdaj, predvidevam, da je uporabniška izkušnja sploh v zadnjih letih, ne samo v zadnjih 10, ampak prav v zadnjih par letih, postala tako razširjen pojem, da ste se v bistvu vsi že srečali s tem pojmom in imate neko mnenje ali pa neko pogled v to, kaj naj bi to bilo. Zdaj, kaj bomo pogledali, kaj je uporabniška izkušnja, da pa ne bi zdaj čez naravni teorije ostali, sem pripravil še nekaj primerov, kako to metodologijo načrtovanja uporabniške izkušnje izvajamo v praksi. To so konkretni primeri iz prakse, moje lastne prakse, prakse agencije. Zdaj, jaz imam samo malo težavo, evo, takole bo še najboljše. Tako, imam že 10, v bistvu skoraj že 15-letne izkušnje z načrtovanjem uporabniške izkušnje. Zdaj, jaz se spomnim, kolega Vuk Čosič, ko je prej predaval, je bil en prvih, v bistvu prvi strateg in je bil na isti agenciji, ker sem začel še kot dosti mlad. In se ga spomnim, ko je na neko interaktivno tablo risal pač te kvadratke in puščice, in sem bil blazno fasciniran na tem in sem rekel, to bom jaz čez 5 let. In dejansko mi je to pol tudi uspelo. Zdaj, rad imam obsežna spletna mesta in komplicirane aplikacije, the harder the better, večji izziv. Delal sem pa z naročniki, kot so Petrol, Telekom Slovenije, Mercator, Hofer, NLB in tako naprej. Še na kratko o agenciji Renderspace, digitalna svetovalska agencija, strateški partner pri razvoju digitalne uporabniške izkušnje. Je v bistvu najstarejša digitalna agencija v Sloveniji. Svoj prvi oddelek za UX pa so zasnovali že leta 2002, kar pomeni, da že skoraj 20 let nazaj. Zdaj smo tudi člani Pristop skupine, tako da združujemo znotraj skupine zelo različne kompetence. Pa če gremo kar k stvari, kaj je UX, kar piše raziskovanje in oblikovanje. Tako, načrtovanje uporabniške izkušnje ima v bistvu 3 glavna področja. En del je raziskovanje, ta je v bistvu še kar dosti znan, potem oblikovanje, to, kar verjetno imate tudi vi pred očmi, to so neki žični modeli, prototipi in tako naprej, in še pač tretja tema, ki je tokrat ne bomo delali, je pa pisanje. To pa pomeni, da zavzema tudi te mikrokopije, gumbe, CTA, nagovore, kot tudi same besedila na vašem produktu. Zdaj, to je ena definicija od Norman Group, absolutno referenca na področju načrtovanja uporabniške izkušnje. Se pravi, UX je seštevek vseh vidikov interakcije, ki jo ima končni uporabnik z nekim produktom ali storitvijo. Zdaj, treba potegniti zdaj eno pač ločnico med industrijskim oblikovanjem in načrtovanjem uporabniške izkušnje. Zdaj, ta panoga načrtovanja je v bistvu dosti mlada, šele par desetletij. Se tudi šele 20-30 let šele poučuje na raznih fakultetah in to. In razlika je ta, da pri uporabniški izkušnji ta vedno meri na to, kar se je imenovalo human-computer interaction, se pravi interakcija med človekom in uporabnikom. In tukaj je ta razlika, medtem ko industrijski dizajn se lahko ukvarja tudi z delami, ki nimajo te komponente, recimo stoli, mize in tako naprej. Zdaj, da bi bilo bolj jasno, tle za voljo tega, da poenostavim, govorimo o uporabniški izkušnji pri digitalnih produktih, ki imajo nek uporabniški vmesnik. Navadno je to zaslon, ni pa nujno. Tle je še ena zelo znana, sicer stara, ampak še vedno veljavna shema, zakaj je uporabniška izkušnja pomembna. Zdaj imamo vedno v središču, kar že ime pove, je uporabnik, user. Zdaj, v središču ni nikoli produkt ali pa brand ali pa pač karkoli vaša storitev, ampak je to uporabnik. Ta uporabnik je vaš potrošnik ali pa vaš zaposlen oziroma karkoli.
In zdaj še te temeljni pojmi pri načrtovanju uporabniške izkušnje, ne, so te goals, to so cilji. Uporabnik ima vedno neke cilje, domnevamo, da ima neke cilje, ne, ki jih operacionalizira v task, se pravi v neke naloge, ki jih poskuša opraviti potem preko funkcionalnosti, ki se odražajo na nekem oblikovanem uporabniškem vmesniku. Ne. Zdaj, ker to še ni, to je samo ta zgornji del zgodbe, ta shema je zanimiva, ker ima še ta spodnji del, ne. So pa ta expectations, ne, se pravi uporabniška pričakovanja, ne. Ta pa so lahko temeljijo, ne, na nekih neposrednih prejšnjih izkušnjah, ne, ali pa na nekem ugledu vaše blagovne znamke, ne. Zdaj, te izkušnje so lahko pozitivne in negativne, vplivajo na vašo kredibilnost, profitabilnost, pač namero, da se uporabnik vrne, da pravi nakup, njegovo zadovoljstvo in na koncu koncev tudi ta word of mouth, kaj o vašem brendu oziroma izdelku uporabniki govorijo. Zdaj, če gremo malo bolj, še malo operacionaliziramo širši kontekst uporabniške izkušnje in kako se pač cele zadeve loti z načrtovanjem, ne, je tle en zelo dober Venov diagram, ne, ki nam pomaga pojasniti, kje je zdaj uporabniška izkušnja, kje se začne, kje se konča in v bistvu v vseh kontekstih, ki jih imamo glede uporabnika, ne, oziroma potem potrošnika. Zdaj, najboljše, da to ponazorim z nekim konkretnim primerom. Recimo, da imate spletno trgovino in da prodajate vrtne kosilnice, ne. Zdaj, ta čist notranji del UI, user interface oziroma uporabniški vmesnik, je v tem primeru konkretno vaša spletna trgovina, se pravi strani vaše spletne trgovine. UX, naslednji krog, je uporabniška izkušnja s to vašo spletno trgovino, ne. In tle bi zdaj, to bi pomenilo, kako uporabnik pridobiva informacije o tej kosilnicah, kako jih primerja med sabo, kako se odloči za eno konkretno vrtno kosilnico, ki jo želi kupiti, in kako opravi nakup, se pravi, ko vnese podatke o naslovu in tako naprej, in opravi transakcijo, ne, to bi bila zdaj uporabniška izkušnja. Zdaj, kontekst potrošniške izkušnje, oziroma CX, pa se recimo v tej zgodbi, v tem scenariju začne, ko uporabnik pač čaka oziroma dobi to pošiljko na dom oziroma gre to vrtno kosilnico iskati na vaše prodajno mesto. Zdaj, mogoče ta vrtna kosilnica ne zadostuje vsem pričakovanjem, ne, ali pa mogoče preprosto ne dela, ne, poškodovan izdelek, ne, tle pa pač zgodba potrošniške izkušnje, kako bo ta pač potrošnik zdaj stopil v stik z vašim kontaktnim centrom oziroma komorkoli in pač zamenjal ta proizvod, ki mu ne všeč, pa dobil nazaj kupnino. Zdaj, najširši kontekst, brand experience, izkušnja blagovne znamke, v tem primeru bi pa bilo v tej zgodbi to, kaj uporabniki govorijo o vašem brendu, kaj govorijo o vaši spletni trgovini oziroma kaj govorijo o izdelkih, ki jih kupujejo v vaši spletni trgovini. Zdaj, če se osredotočimo na samo uporabniško izkušnjo, ne, kaj dejansko bi to naj bilo, ne, obstajajo različni modeli, ne. Meni je zelo všeč tale od Petra Morvila, v bistvu ta model, tako zvani model Panja, ne, ker imamo te šesterokotnike, ki se sestavljajo med sabo, to je zelo tako tipično za UX načrtovalce, da imamo radi te geometrijske like. Se pravi, v središču, središčni šesterokotnik, valuable, vredno, je tisto, kar želimo doseči, ne. Se pravi, da uporabnik čuti, da je to, kar je pri vas dobil, da je zanj vredno. Zdaj pa obstajajo različni vidiki, kako priti do tega, ne. In treba je reči, da niso vsi ti vidiki enako pomembni za vse pač primere, za vse ali poslovne procese ali pa za različne kategorije izdelkov oziroma storitev. Je pa fajn, da so vsaj higiensko na minimumu, ko pomislimo na njih, ne. Zdaj, če začnemo zgoraj, ne, useful, koristno. V primeru vaše spletne trgovine, ne, to pomeni, da pač so na voljo izdelki, ki jih uporabnik hoče in da lahko pač ta izdelek kupi, ne. Desirable, zaželeno. Tle recimo bi bil zelo velik poudarek, če prodajate kakšne luksuzne dobrine
ali pa nakit ali pa kaj takega. Vendar tudi pri kosilnicah je treba vedeti, da v vaši trgovini naj bodo te produkti predstavljeni na način, da so informativno izčrpni, da so estetski, da so privlačni. Pravi, da imajo odlične fotografije, opise, specifikacije in tako naprej. Accessible, dostopno. Vaša spletna trgovina mora biti dostopna. Ta dostopnost je zgodba zadnjih par let tudi z direktivo, ki pa za nekatere zavezance javne pač določa zakonsko, da morajo imeti svoje spletna mesta in aplikacije dostopne. Je pa res tudi, da recimo že Google že nekaj časa da poudarek na to in vas bo penaliziral, če je vaše spletno mesto nedostopno pač pri rangiranju rezultatov. Tle ne gre samo za to, da naredimo vašo trgovino, če se zdaj spet vrnemo na to, dostopno ljudem, ki imajo neke omejitve, recimo neke ovire pri sluhu ali vidu, ampak moramo pomisliti tudi na vsakodnevne situacije. Pomisliti morate vedno na to, da se vedno več prometa in transakcij, konverzij zgodi na telefonih in telefoni niso optimalne naprave, ker na njih sije sonce, ker so v battery saving modu, ker pač mogoče imajo razbite zaslone, tako da naredite vaše pač spletna mesta, če so mesta na to dostopna. Kredibilnost. Zdaj, v kontekstu spletne trgovine seveda je to higienski minimum, da navedete pravno osebo, odprete vse kontakte, ki so delujoči. Je pa to recimo zelo pomemben vidik, če prodajate neke informacije, pa recimo neke novice. Findable, najdljivo, seveda, zdaj govorimo o dveh vidikih. Če se na iskalnikih vaše trgovine oziroma produkta, ki ga prodajate, ne da najti, na iskalniku v bistvu niste naredili nič. Zdaj, drug vidik je pa ta, da mora biti pač te vaši produkti, ta vrtna kosilnica mora biti dostopna, najdljiva tudi znotraj vašega spletnega mesta, ko uporabnik že pride na vaše spletno mesto. Zdaj, ta zadnji vidik, ki je pa zelo tako osnoven, v bistvu prvi, usable je pa uporabno. Tle gre pa za čist ta primarni tehnični vidik. Uporabnik, če vidi, najde kosilnico in potem mu interfejs, se pravi uporabniški vmesnik ne deluje in ne omogoča, da to kupi, niste naredili nič. To je pa verjetno vsem jasno. Tle bi sem rekel še to, ta usable, ta uporabno, je ponavadi tisto, na kar ljudje najprej pomislijo pri uporabniški izkušnji, ampak je daleč od tega. To je samo tisti prvi čisti minimum. Zdaj, načrtovanje uporabniške izkušnje je dostikrat se ga preskoči. Zdaj, jaz sem prepričan, da nenačrtovana uporabniška izkušnja je slabša uporabniška izkušnja. Konkretno, zakaj pride do tega, pa je zaradi uporabe nekih bližnjic, kot so teme predloge za e-commerce spletna mesta, na WordPressu, Magento, razni Wix, builderji za enostavno postavitev spletnih mest, ali pa, če že delamo neko custom rešitev, da preskočimo načrtovanje in v bistvu gremo direktno v oblikovanje uporabniškega vmesnika, pa celo direktno programiranje. Zdaj, kar so te perceived, rečemo, prednosti, je hitrost postavitve, mi hočemo imeti ta izdelek, to je trgovina čim hitreje online, zato ker hočemo zaštartati biznis, pa zraven mislimo, da smo še prišparali, ker smo pač spustili fazo načrtovanja. Ampak se pa kmalu izkažejo slabosti. Zdaj, te tipične slabosti načrtovanja so, da so poslovne zahteve drugačne ali pa širše od tistega, kar nam ponuja ta predloga, ta tema, ker vsak podjetje oziroma vsak posel pač neka zgodba za sebe. Kar se zgodi potem, ko imamo nekaj časa tako trgovino ali pa spletno mesto, ugotovimo, da ima pač neke omejitve. Zdaj ga hočemo optimizirati oziroma prenoviti, kar pa se izkaže navadno, da je dražje, kot če bi začeli od začetka. Oziroma včasih sploh optimizacija zaradi pač nekih tehničnih omejitev ni mogoča. Še en vidik se mogoče pozablja malo bolj pri majhnih podjetjih, samostojnih podjetnikih, omejene možnosti znamčenja. Zaradi tega, ker se mi lahko na teh temah spremenimo in tipografije, barvne skale in tako naprej. Ampak še vseeno se to vidi, da je to template, da so pač neke stvari na silo, da smo podobni drugim in zaradi tega smo manj profesionalni kot organizacija, naš brand ima nižjo vrednost za naše potrošnike. Zdaj, to je en konkreten primer, kolegica startup.
sicer SP pač ima eno trgovino za sobne rastline. To je zdaj stanje, desno je dejansko stanje njene spletne trgovine, levo pa je ta template, ki ga uporablja. Zdaj na prvi pogled izgleda vse super in fajn, ampak potem, če se sam že na tem strani kategoriji, temu rečemo listing, product listing page-u, vidimo, da so že problemi, ker imamo recimo ta leva vertikalna navigacija ni izkoriščena, ker nima filtrov, zgoraj ta glavna horizontalna navigacija ima neke iteme oziroma linke, ki dejansko niso pomembni, so podvojeni in tako naprej. To je samo na tej strani, problemov je še in so se zdaj pač odločili, da bodo pač vse postavili še enkrat na novo. Tako da, preden grem na konkretne naše metode, še nekatere merljive koristi. Zdaj tega je zelo veliko, so zelo različne, sem prav samo enih par takih, o katerih se veliko govori in ki so bile pač večkrat pač zmerjene in dokazane. Se pravi, seveda imamo višje prihodke, več konverzij in več lojalnih strank, če načrtujemo uporabniško izkušnjo. Kar se včasih pozablja, je to, da imamo nižje stroške za klicni center oziroma pomoč in podporo našim strankam oziroma uporabnikom. Tretja točka, učinkovitejši razvoj oziroma programiranje, če govorimo o spletnih mestih. Nenačrtovana spletna mesta dostikrat stanejo več, zato ker se razvojniki potem pač lovijo in sam razvoj je navadno dražji, ko se popravlja, ko se nekje pivotira od same faze načrtovanja. Seveda višje zadovoljstvo strank, to je zelo jasno, in pa, to je zanimiva peta točka, imamo manjše tveganje za razvoj napačnega produkta, se pravi, manj možnosti imamo, da udarimo totalno v prazno, in potem moramo še enkrat začeti s svojim produktom. Da pa pač pridemo pač do tega, da lahko to merimo, imamo pa neke tipične te KPI, kazalce uspeha, ki so tako za UX načrtovanje bistveni, se pravi stopnja opravljenih nalog. To pomeni, da vsak, kot sem že prej omenil, vsak uporabnik ima neko nalogo, s katero hoče zadovoljiti svoj cilj, in zdaj tukaj merimo, koliko nalog je bilo začetih in koliko opravljenih. Seveda zdaj pomeni tudi čas, v katerem so te naloge opravljene, pa stopnja uporabniških napak. Če uporabniki zelo delajo napake, po narekovaj napake se lovijo, pač grejo malo zatavajo in pridejo nazaj in pa to nalogo opravijo, to seveda tudi ni dobro in imamo možnost optimizacije. Zanimiv KPI še uporaba navigacije, če jo primerjamo z uporabo iskalnika, pa vidimo, ali imamo kategorijo navigacije ok ali ne, ali je iskalnik pač mogoče preslab in se zatekajo uporabniki k navigaciji. Pa, da ne ostanem samo pri teoriji, bi vam rad pokazal, kako dejansko načrtovalci uporabniške izkušnje, pač katere metode uporabljamo. Se pravi, nekatere metode UX raziskovanja iz informacijske arhitekture in pa nekaj iz samega oblikovanja. Bom šel tukaj zdaj dosti hitro čez. Recimo, to je ena tipična fajn metoda, verjetno vam je poznana, card sorting, sortiranje kartic. Tukaj načeloma imamo neke kartice, na katere imamo pojme oziroma teme, potem te kartice uporabniki izlagajo v kategorije. Te kategorije so lahko naprej določene ali pa uporabniki jih sami določijo, se pravi, sami napišejo ime teh kategorij. To lahko delamo pač fizično, z listki ali pa z uporabo aplikacij, kar je še precej boljše na nek način, ker nam pol olajša analizo. Primer je za spletno mesto Celje.si, namenjeno pač notranjim zunanjim turistom, če zdaj poenostavim. Tukaj bi bil izziv to, da je bilo treba narediti kategorizacijo lokacij, pač vseh teh ponudnikov znotraj mestne občine Celje, zato da smo dobili potem glavno navigacijo. 20 respondentov je razporejalo 53 kartic v največ 8 skupin in jim dodajali pač, so sami jim dajali pač imena, ko so izgledali potem analiza, ko so to upravili kartice, pravi levo imamo prvem stolpcu ime kartice, recimo Branibor klub, bar, tam Kočir in tako naprej, in potem pač kategorije, kamor so jih razvrščali. Drug pogled je kategorije, so to kategorije, ki so jih določili, in desno imamo kartice.
imena kartic, ki so šle v te kategorije. Zdaj, končni rezultat je tale tak nek dendrogram, ta nam zelo pomaga, ne, ker imamo pač pri 100% verjetnosti je vsaka kartica bila, oziroma skoraj vsaka, čeprav vidnja, v svoji kategoriji, ne, nič procentno pa so bile vse v isti kategoriji in tam povlečemo pol črto nekje na dobrih 50 in smo na 8 kategorijah in v bistvu se je zadeva pod narekovaji pač rešila sama od sebe, oziroma so naši respondenti rešili to nalogo, to je rezultat, navigacija, ki se pa kaže takole konkretno na spletnem mestu. Zdaj, še ena zanimiva metoda, ne, tree testing, to je obratna metoda od sortiranja kartic, kjer pa v bistvu validiramo samo strukturo, navigacijo spletnega mesta. Zdaj, to konkretno smo upravljali pri prenovi spletnega mesta Petrol-C. Imeli smo staro navigacijo, strukturo, naredili smo novo in smo hoteli pač primerjati obe strukturi, kjer je boljša, ne, hoteli smo dobiti dokaz, da je nova boljša, ne. Zdaj, vsi ti respondenti, ki smo jih imeli, so upravljali iste naloge, ne, pač na stari strukturi in na novi, ne. Te naloge so jobs to be done, temu mi pravimo, se pravi, so neke konkretne naloge, tipa, ne, recimo naloga je bila, ste na službeni poti, preverite, na katerem najbližjem Petrolovem servisu lahko kupite sveže sendviče, ne, in zdaj 19 respondentov je to iskalo na stari strukturi, 24 na novi. In potem so imeli tako, to je čist, mora biti abstrahiran znotraj aplikacije, da ni nobenih elementov oblikovanja, da se vidi samo drevesna struktura, hierarhija in pol klikajo, ne, tle so na rutu, kliknejo na poti, kliknejo zame in potem bi bila rešitev tu, ne, in potem pač dobimo nek rezultat tega, se pravi, koliko je bilo uspešno rešenih nalog, se pravi, da so našli, da bi nalogo dejansko rešili na tej strani, kjer so mislili, ne, koliko je directness, koliko jih je neposredno se priklikali do prave strani, do prave kategorije, ker nekateri so pač zalutali vmes, ne, in pa seveda čas, ne, čas in success rate, ne, to je stalno se ponavlja v teh kvantitativnih raziskavah. To je zdaj pač povzetek, levo, desno, več zelenega, zdaj tako čisto na overview se vidi že takoj, ne, je nova pač drevesna struktura pač bila ipak boljša in da pač zraven pa smo še videli tam, kjer imamo veliko rdečega, da imamo še problem in smo to še v bistvu pol zoptimizirali. Zdaj, kar se tiče oblikovanja, ne, tole je zelo znana metoda, ne, verjetno vam znani žični modeli, žični model je neka shema oziroma skelet spletnega mesta, kjer imamo neke sample vsebine, module, navigacijo in v bistvu na ta način definiramo, kako ti elementi med sabo delujejo, ne. Zdaj, prototip je pa ta žični model ali pa že recimo že oblikovan uporabniški vmesnik v klikabilni fazi še pred fazo razvoja, zato da v bistvu ga spet validiramo, imamo kakšne večje težave ali ne. Zdaj, konkretni primer je za Ljubljana Šport, je bila ena aplikacija mobilna za dogodke za rekreativce. Pač tle nismo targetirali zdaj končnih uporabnikov, ampak samega naročnika, se pravi mestno občino, in pa notranje deležnike, se pravi oblikovalce in razvojnike, programerje. Zdaj, naredil sem tak, v bistvu, to so žični modeli, ne, to je zdaj primer ene osebe, profila. Znotraj te aplikacije za žične modele je tipično to, da ni poudarka na znamčenju, da so elementi zelo abstraktni, da niso določene barve, fonti in tako naprej, so pa določeni vsi funkcionalni, vsi funkcionalni elementi uporabniškega vmesnika, kar je fajn, da imamo pol orodja, ker jih lahko postavimo tudi v dosti realen kontekst, da se to vidi pač na telefoniku, ker bi aplikacija delovala in na ta način smo potem to skomunicirali in z naročnikom in z developerji. Te so pol komentirali znotraj tega orodja in Vision konkretno in potem sem to popravil in na koncu smo dobili nek delujoč in potrjen koncept, da smo lahko šli v fazo oblikovanja in hkrati v fazo razvoja. Zdaj, še ena zelo znana tehnika, uporabniško testiranje, verjetno ste to že
slišali, kaj je namenjen validacijo in pridobivanju informacij glede uporabniškega poteka ali pa nekih layoutov ali pa funkcionalnosti. Poteka v bistvu v obliki v bistvu so to intervjuji, kjer imajo naši respondenti dobijo naloge, ki jih rešujejo, medtem ko ta vodja raziskave pač beleži vse, kar se dogaja, ne. To uporabniško testiranje je lahko narejeno na daljavo ali pa znotraj laboratorija. Pridobivamo pa tako kvantitativne kot kvalitativne podatke, se pravi neke merljive podatke in neke kvalitativne uvide, ne. Zdaj, ali eno ali drugo, nimamo časa zdaj biti zelo specifični. Bom pokazal primer, ne, to smo delali za spletno aplikacijo Moj Petrol, se pravi za odjemalce Petrola. Tle je bila v bistvu ideja, da se testira obstoječo aplikacijo, ne, zato da dobimo neka izhodišča za boljšo uporabniško izkušnjo pri prenovi. Imeli smo 21 respondentov, testirali smo jih v našem laboratoriju, pa bila smo 2 raziskovalca na eno sejo. Snemali smo, takole je to izgledalo, ne, respondentka na oni strani, tle gledava z raziskovalko, kaj dela na ekranu, ta ekran se snema, hkrati snemamo voiceover, se pravi, kar ona govori. Respondente vedno spodbujamo k temu, da utemeljujejo svoje odločitve in dajo pripombe, ker nam to da poleg teh čistih kvantitativnih podatkov še neke kvalitativne vide. Zdaj, konkretno so morali rešiti 6 nalog, ne, recimo preverili, koliko zlatih točk in zlatih bonov imaš na svojem računu, in kar smo potem merili, ne, so pač 2 glavni metriki, ne, uspešno zaključene naloge, ali so prišli do konca ali ne, in pa čas, ki so ga porabili, da so to nalogo zaključili, ne, in potem smo imeli še sekundarne metrike, ki so nam pač pokazali neke pač malo bolj globlje uvide, kaj je narobe. Ne, to sta ti 2 glavni metriki, ne, zdaj, koliko je bilo uspešno zaključenih posameznih nalog, povprečen čas, čisto kvantitativno, in potem dobimo neke indekse težavnosti posamezne naloge, hkrati dobimo neke kvalitativne uvide, in rezultat vsega tega je bilo, pač so bila ta izhodišča za prenovo, ne. Zdaj, ta izhodišča so neki konkretni predlogi, kako izboljšati pač to spletno aplikacijo na podlagi teh podatkov, ki smo jih dobili. Zdaj, to jaz sem po moji uri sem jaz glih tako na minuto, tako da bi se vam zahvalil za pozornost in